Jaz bi rekel, da je ključna beseda tukaj že samo to načrtovanje. Torej, da se prenove ne lotimo na pamet, bodisi zaradi tega, ker je podobno storil že sosed, bodisi ker nas je spodbudil nek članek ali prispevek na televiziji, na spletu, kjerkoli že pač, in gremo potem brezglavo v neko investicijo, ki morda niti ni smiselna, niti ne bo stroškovno učinkovita ali dala rezultatov, ki bi si jih želeli. Torej, načrtovanje je sigurno ključni pojem pri tem. Lepo pozdravljeni v podcastu Prenovimo pogled na bivanje. Moj današnji gost je dr. Miha Tomšič. Dr. Miha Tomšič je vodja dejavnosti v Centru za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo pri Gradbenem inštitutu ZRMK. Ukvarja se z vprašanji kakovosti stavb, energijske učinkovitosti in trajnostne gradnje. Pri svojem delu povezuje tehnično znanje z izzivi sodobnega bivanja ter se posveča temu, kako lahko prenove z naprednimi materiali in celovitimi pristopi k gradnji prispevajo k zdravemu in udobnemu bivanju v stavbah ter dolgoročno povečajo njihovo uporabnost in vrednost. Miha, pozdravljen. Pozdravljena in najlepša hvala za vabilo in hvala tudi podjetju Baumed. V podcastu se pogovarjamo o različnih vidikih prenove starejših, mlajših stavb. Slovenski stanovanjski fond v veliki meri izhaja iz obdobja po drugi svetovni vojni. Predvsem iz najintenzivnejšega vala gradnje med letoma 1970 in 1990, ko so ljudje množično gradili družinske hiše z lastnimi rokami, s pomočjo sorodnikov in dostikrat brez predhodnega načrtovanja. Danes so to hiše v zrelih letih, stare 50+ let, njihova tehnična in prostorska zastarelost pa odpira izjemno široko razpravo o tem, kako živimo, kakšne so naše potrebe in kako lahko prenove spremenijo in izboljšajo naše bivanje. In res velik del naše bivalne realnosti je rezultat naše preteklosti. Lahko vprašam za začetek, kako bi kot strokovnjak opisal hiše, v katerih danes živimo. Kakšen je realni portret slovenskega individualnega stanovanjskega fonda? Ja, tako kot si rekla, imamo veliko število stavb, ki so relativno mlade, recimo v primerjavi s stavbnim fondom v nekaterih drugih zahodnoevropskih državah. In tudi ta omenjena značilnost samogradnje, tega našega entuziazma seveda zaznamuje v določeni meri tudi njihove lastnosti, pa recimo temu njihovo uporabnost v današnjem času. Ko rečemo uporabnost, mislim seveda lahko na zelo širok spekter, s katerim opisujemo kakovost ali pa primernost stavb. In če se tu spomnimo recimo zapisov Viktorja Olgija, ki je v knjigi Design with Climate že pred več kot 60 leti napisal, da je pravzaprav toliko kot človeštvo staro tudi nagnjenje človeštva oziroma človeka k temu, da bi si priredil bivalne razmere svojim potrebam in pa tudi, da bi nadzoroval okolico. In če izhajamo iz tega, je prvo vprašanje seveda, koliko hiše, ki so stare 40, 50, 60 let, nam to še omogočajo. Lahko govorimo o sami ravni bivalnega ugodja, lahko govorimo o energetski učinkovitosti, lahko govorimo tudi nenazadnje o varnosti, recimo statika, protipotresna varnost, nenazadnje tudi povezano z prostorskim načrtovanjem, recimo poplavna ogroženost in še marsikaj. V splošnem sicer, za razliko od marsikaterega, ki bolj pesimistično gleda na stvari, mislim, da neko tako povprečno stanje tega stavbnega fonda ni tako slabo. Sigurno pa prinaša velike izzive tako uporabnikom v smislu vzdrževanja, v smislu stroškov, obratovanja in tako naprej, kot tudi seveda možnosti za učinkovito prenovo in za podaljšanje njihove življenjske dobe. Zdaj, ko omenjam življenjsko dobo,
Proti koncu lanskega leta je bil sprejet prenovljen pravilnik o vzdrževanju stanovanjskih stavb in stanovanj oziroma o standardih vzdrževanja. In ta predvideva življenjsko dobo stavb 60 let. In zdaj seveda je to teoretično zato, da lahko preračunamo intervale vzdrževanja, vračilne dobe in tako naprej, ampak dejansko se lahko vprašamo, koliko so pa potem dejansko te stavbe stare. Govorimo torej nekje o 60 letih prejšnjega stoletja. Tiste stavbe, ki so bile takrat grajene ali celo prej, so pravzaprav že izven okvirov tega pravilnika, če bi zelo strogo gledali. Tako da jaz bi omenil predvsem bivalno ugodje, ki se ga da do določene mere izboljšati s prenovo, seveda vzdrževanje, stroške obratovanja skozi energetsko učinkovitost in vse ostalo, pa seveda varnost in splošno zadovoljstvo. Marsikdo seveda živi v taki starejši hiši in jo želi prenoviti. Razlogi so lahko različni. Enostavno niti več všeč, pa želiš nekaj spremeniti. Ugotoviš, da so stroški previsoki, ugotoviš, da enostavno ni primerno oblikovana glede na današnje potrebe bivanja in tako naprej in tako naprej. Se pravi, vprašanje pravzaprav tukaj več kot odgovorov, ampak če kot izhodišče vzamem jedro tega vprašanja, stavbe so stare, ni pa s tem nujno zelo narobe. Po tvojem mnenju, kateri so ti ključni poudarki pri pametnem načrtovanju prenove? Jaz bi rekel, da je ključna beseda tukaj že samo to načrtovanje. Torej, da se prenove ne lotimo na pamet, bodisi zaradi tega, ker je podobno storil že sosed, bodisi ker nas je spodbudil nek članek ali prispevek na televiziji, na spletu, kjerkoli že pač, in gremo potem brezglavo v neko investicijo, ki morda niti ni smiselna, niti ne bo stroškovno učinkovita ali dala rezultatov, ki bi si jih želeli. Torej, načrtovanje je sigurno ključni pojem pri tem. In kje pravzaprav začnemo? Zdaj, če spet malo poteoretiziram, Maurice Asimov je definiral nekoč 14 elementov inženirskega načrtovanja in prvi element je: definirajmo potrebe in zahteve uporabnika. Se pravi, pogledamo, kaj pravzaprav trenutno imamo, kaj je s tem morda narobe, kaj želimo spremeniti, kaj želimo popraviti in izboljšati. In ko imamo to sliko razjasnjeno, gremo potem seveda lahko naprej. Prenova seveda lahko obsega različne elemente. Kot sem prej rekel, tudi vzroki za odločitev so lahko različni. Od dejanskega slabega stanja stavbe do enostavno tega, da želimo sicer relativno korektno stanje še izboljšati. No, in tu potem nastopi trenutek, ko morda sami na vsa vprašanja ne moremo odgovoriti in potrebujemo nekega strokovnega sogovornika, arhitekta, inženirja, nekega drugega strokovnjaka, s katerim se o teh stvarih pogovorimo. Seveda je razlika, ali govorimo o enodružinski hiši ali večstanovanjski stavbi, ampak smiselno je seveda za vsak nekoliko večji sklop ukrepov izdelati projekt, poskrbeti za detajle, imeti pravilen, recimo, popis materialov in količin, če govorimo čisto strokovno. Iz tega lahko potem tudi jasneje opredelimo stroške in ugotovimo seveda, ali bo ta strošek možno pravzaprav si povrniti skozi nadaljnja leta in desetletja uporabe take stavbe. Torej, iz te začetne potrebe, ki jo moramo, recimo temu, zelo objektivno sami pri sebi razčistiti, lahko potem gremo naprej in gradimo zadeve. Vedno pa poudarjamo seveda širino pristopa oziroma celovitost pristopa. Obstaja nekaj uradnih definicij, celovita prenova, širša prenova, večja prenova, s tem ne bova utrujala, ampak širša prenova enostavno pomeni, da pogledamo vse ključne slabosti neke stavbe in jih skušamo potem uravnoteženo spraviti na višjo raven. To pomeni seveda, da
recimo ne bomo stavbe dodatno toplotno izolirali, če prej ne rešimo težav z vlago, da se ne bomo lotili, ne vem, nekih drugih posegov, pa pri tem pozabili na električno in požarno varnost in tako naprej in tako naprej. In seveda marsikatero od teh pasti, v katere lahko stopimo, nam pa lahko razkrije nek strokoven sogovornik. Ja, v zadnjem času zelo veliko smo se ukvarjali v naši državi z energetskimi sanacijami, kar bi lahko dali v prostor delnih sanacij, spadajo med delne sanacije. Seveda pa je v stroki velikokrat želja po celovitih prenovah. V čem je prednost oziroma kaj je tisto, kar nas bi moralo prepričati, da stare stavbe razumemo celostno, načrtujemo celostno in tudi prenavljamo celostno? V čem so razlike, priložnosti, izboljšave? Če tukaj malo vpeljem Vitruvija, ki je rekel, da stavbe oziroma strukture morajo biti trdne oziroma močne, uporabne in pa lepe. Zdaj, lepo vemo, da je subjektivno, v očeh opazovalca, ampak izhajamo lahko že iz tega trdno in uporabno. Se pravi, poskrbeti moramo za to, da izpolnimo bistvene zahteve za objekte. Če sem zdaj malce uraden in strokoven, to pomeni, da je stavba enostavno trdna, varna za uporabo, brez problemov z vlago, da ni problemov z nevarnostjo požara, učinkovita raba energije, obnovljivi viri, skratka en tak velik šopek nekih lastnosti stavbe, ki jih želimo doseči oziroma izboljšati. In pravilen pristop, ki ga pa zagovarja stroka, pa je seveda povezan potem z marsikaterimi robnimi pogoji, na katere včasih niti ne moremo vplivati, je, da si torej dejansko stanje ogledamo celostno. In da gremo po korakih od tega, da najprej zagotovimo stavbo, ki bo trdna in varna, potem pa seveda izboljšujemo njene druge lastnosti, vse s končnim ciljem pravzaprav kakovosti življenja tistega, ki bo v tej stavbi bival in delal. Eno so res recimo številke, energijski kazalniki, stroški in tako naprej, ampak bistvo, ki pravzaprav tudi zagotovi, kar sem ravnokar rekel, je pa udobje in kakovost bivanja. In to se je, če se navežem na prejšnje vprašanje, tudi spremenilo v teh letih in desetletjih. Stavbe, kakršne so bile nekoč ali pa v katerih smo bivali nekoč, če se prestavimo v tisti čas, recimo dnevna temperatura v prostorih v zimskem času, če je bila, da si bom mogoče malo izmislil, 18 stopinj, se nam je zdelo povsem primerno, ker je zunaj pač mrzlo. Ledene rože na okenskih šipah so bile vir nekega občudovanja, ne pa dramatiziranja. Danes seveda na te stvari gledamo drugače. Pravzaprav smo razvajeni, ampak s tem tudi ni nič narobe. Če je možno na stroškovno primeren način in seveda z nekimi tehničnimi ukrepi in proizvodi, ki so na voljo, doseči večjo stopnjo udobja, hvala Bogu. Tudi tempo življenja se je spremenil, bolj smo pod stresom, bodimo iskreni in tako naprej in tako naprej. In vse to pravzaprav govori o tem, da naj bi današnje notranje okolje, bivalno okolje, nudilo seveda neko višjo raven udobja kot nekoč. Tako da, kot se stavbe starajo, se pravzaprav pa naša pričakovanja glede bivanja v njih pa zvišujejo. In tu je mogoče to nasprotje, ki ga želimo z prenovo stavbe potem uskladiti. Pa če se mogoče zdaj vrneva na zelo začeten odgovor o design by nature in tukaj spregovoriva še par besed o bioklimatskem načrtovanju. Bioklimatsko načrtovanje izhaja iz dejanskega genius loci postavitve stavbe v danem okolju, kjer se upošteva lokalna klima, osončenost, smeri vetrov, smer naravne svetlobe, vlago in mikroklime. In vse te pogoji v prostorah, v katerem stavba stoji, vplivajo na notranjo klimo. In seveda v prenovi, ob prenovah si želimo, kot si dejal, izboljšati to
notranje bivalno okolje, notranjost prostora, v katerem živimo. Kako lahko bioklimatsko načrtovanje uporabimo danes pri prenovah? Ja, bioklimatsko načrtovanje je nekaj, o čemer smo še zelo obsežno govorili recimo tam še v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Takrat je bilo to aktualno, pa pasivna solarna arhitektura in tako naprej in tako naprej. Potem je pa ta izraz nekako poniknil iz vsakdanje prakse, pa to je zdaj moje ugibanje, ni nujno, da je res, ravno zaradi tega, ker z novimi sistemi avtomatizacije, z novimi proizvodi, z pametnimi sistemi, do katerih bova verjetno še prišla, se je vzpostavil en tak vtis, da pravzaprav je vseeno, kam stavbo postavimo ali pa kako jo oblikujemo, saj s temi pripomočki bomo že uredili njene performance, se pravi njeno obnašanje in pa seveda tudi notranje pogoje v njih, tako da bo vse v redu. Mislim, da se je to izkazalo potem relativno hitro, da pravzaprav ni čisto tako, a ne? Da stavba ni nekaj, kar bi izolirano delovalo od okolice, v katero jo postavimo, ravno obratno. S to okolico mora na nek način sodelovati. Se pravi, ta stavbni ovoj pa njeni sistemi morajo sicer omogočati, da do neke mere zunanje vplive seveda nadzorujemo, umilimo, tudi pojačamo, če je treba, hkrati pa nismo povsem odrezani od tega, ne. In to je ta pravzaprav bistvo bioklimatskega načrtovanja, da najprej na neki izbrani dani lokaciji pogledamo vse od orientacije, osončenosti, prevetrenosti in tako naprej in tako naprej. In glede na to potem zasnujemo stavbo. Lahko je to seveda reči za novogradnje, težje je seveda, ko smo pri prenovi in stavba pač nekje že stoji taka, kot je. Tako da verjetno v povsem enaki meri bi za uporabo ta izraz bioklimatsko prenovo težko dosegli tiste cilje, ki bi jih sicer lahko pri novogradnji, marsikaj se pa sigurno da narediti. Lahko se izboljša. Absolutno. Ne vem, poznamo primere, ko so spreminjali potek slemena, ker so s tem obrnili orientiranost hiše in orientiranost prostorov noter. In v bistvu lahko dano situacijo danes premislimo na način z vsem tem vedenjem o bioklimatskih vplivih na samo stavbo in jo prenovimo tudi v tem duhu. Drži. Včasih je bilo to mogoče malce bolj intuitivno, ne. Naši res daljni predniki so se pač so bili seveda tudi veliko bolj odvisni od narave in od okolice. Ampak vseeno so tista prva bivališča že oblikovali tako, da recimo, če karikiram, vhod v neko podzemno jamo je bil obrnjen stran od glavne smeri vetra in podobno. Potem izkoriščali so sonce, ne seveda v tem smislu, kot ga danes, ampak dosti hitro so dojeli, da ima tudi to neke svoje prednosti. Pa magari, če niso vedeli zakaj, ampak čisto po občutku. Tako da dolgo časa smo govorili, da je treba pogledati, kakšna je stavbarska tradicija na določenem področju, jo spoštovati, potem te zglede prenesti v sodobno oblikovanje, sodobno načrtovanje, pa seveda dodati nekaj, kar današnji časi to omogočajo. Vmes smo mogoče res malo pozabili na to, mislim pa, da se zdaj vračamo k temu, no. Ja, če pogledamo v zgodovino gradnje, vidimo tudi, da so nekatere težave starih stavb, v katerih živimo danes, izrazite in so si podobne. To so recimo, ne vem, slaba izolacija, vlaga, toplotni mostovi, zastarele inštalacije in pa tudi neoptimalna zasnova, o katerem sva zdaj govorila. Katere iz tvojega dela ali pa ob tvojem delu, katere napake obstoječih hiš se najpogosteje ponavljajo? In katere lahko najučinkoviteje pri prenovah, celovitih, celostnih, širših prenovah tudi odpravimo? Pravzaprav vse napake, ki si jih naštela, ne. Če se recimo, če omenim samo te
tipske projekte, ki so bili nekoč tako popularni pri nas, a ne. Ne samo, da so bili tipski projekti, ki so se potem brez nekega premisleka uporabljali na različnih koncih Slovenije, v različnih podnebnih območjih, geografskih območij. Lastnost takratnih samograditeljev, ena od, no, nočem biti zoprn, je bila tudi to, da so te projekte malo popravili, a ne, po svoje. Spremenili malo tloris, čeprav je bil morda optimalno zastavljen v okviru nekega tipskega projekta, ampak vsak je malce po svoje še nekaj naredil. In zdaj je to malce po svoje morda v nekem hipu ustrezalo, kasneje pa ne več. In tudi malce po svoje pomeni, da ob tem zagrešimo mogoče kakšne napake, nečesa ne naredimo ali pa kaj naredimo preveč, kar ni bilo niti mišljeno. Zato pravzaprav ena od stvari, ki jih najdemo pri teh stavbah, je težava z preoblikovanjem notranjih prostorov, a ne, ali pa z že v izhodišču neprimerno razporeditvijo prostora ali pa velikostjo prostorov za današnje potrebe. To je recimo ena plat. Jasno je tudi, da v preteklih desetletjih niso bili čisto objektivno gledano na voljo sodobni materiali za zaščito pred vlago, za toplotno zaščito in tako naprej. In dosti je bilo tudi improviziranja, zato so seveda problemi z vlago, pa tudi kakšni problemi z statiko, če o potresu sploh ne govorimo, ker se je bodisi varčevalo, ker se bodisi ni upoštevalo tistih pravil gradnje takrat, to je tako naša posebnost. In v končni fazi lahko to skozi leta vodi potem do nekega nezadovoljstva, ki pravzaprav ni bilo nujno sprva, a ne. Lahko bi stavbo, če bi bila res primerno zgrajena, magari po nekih starih predpisih ali priporočilih, vseeno lažje živeli z njo, kot živimo z njo danes. Tako da teh napak je veliko, mogoče jim težko tudi rečemo napake kot take. Marsikaj je seveda pogojeno tudi s starostjo, a ne. Materiali, kljub vsemu, nekateri se postarajo, njihova učinkovitost se zmanjša, ne vem, strešniki se obrabijo in tako naprej in tako naprej. Tako da izbor tega, kaj je lahko narobe, kaj gre lahko narobe, je zelo pester. Ampak k sreči tudi izbor tega, kako lahko to popravimo. Kdaj pa se torej odločiti ali porušiti ali obnoviti? Ko je seštevek napak prevelik, ali pogledati stvar z druge strani, mogoče tudi, ne vem, malo bolj čustveno, bolj odgovorno do prostora, bolj trajnostno. Kdaj porušiti in kdaj prenoviti? Tukaj bi rekel, da sem mogoče malce konzervativen, a ne, in da seveda zagovarjam, ne samo jaz, najbrž kar večina stroke ali strok, da je seveda stavba, ki nekje že stoji, v kateri je vgrajeno toliko in toliko materiala, energije in tako naprej, bolj trajnostna kot njeno rušenje in izgradnja nove stavbe. Seveda to ni absolutno pravilo. Včasih so seveda stavbe res tako dotrajane, tako neprimerne in nevarne za bivanje, da bi njihova prenova v vsaj približno normalno stanje enostavno ostala preveč. Tako da to je gotovo en argument, ki obvelja. Sicer pa, če pogledamo evropski prostor, velika večina stavb, ki danes stojijo, bo stala tudi še čez 40-50 let. Delež novogradenj je sicer opazen, ampak vseeno majhen v primerjavi s tem, kar imamo ta hip na voljo in kar bi lahko prenovili in bi nas vse skupaj recimo tudi manj stalo kot novogradnja. Skratka, obstoječe stavbe so sigurno en tak vir možnosti za bolj trajnostno ravnanje, če temu tako rečem.
Hkrati tudi odgovornost do ravnanja s prostorom. Vsekakor. Prostor je zagotovo omejena dobrina, ne moremo si ga povečati. Nikakor žal ne. Tudi zdaj v okviru Evropske unije je predpisana direktiva o čim manj novogradnjah, tako imenovanih greenfield investicijah. Torej, prenove zagotavljajo že eno kljukico, da je to že stavba, ki stoji na uporabljenem, lahko imenovano tudi tako degradiranem območju, ki ni več namenjeno naravnemu rastju in pa zelenim površinam. Torej je to že ena kljukica. Gotovo je. Tudi včasih rečemo, ampak sej, potem pa te gradbene odpadke lahko pa ponovno uporabimo, ne, v smislu recikliranja, ponovne uporabe, trajnostnega ravnanja z materiali. Ni to tako enostavno pri stavbah, a ne? Da bi enostavno neko stavbo porušili, potem sortirali na nekem odlagališču in vse to ponovno uporabili. Marsikdaj ne gre. Odvisno, kakšni materiali so uporabljeni, samo azbest dam kot primer. Odvisno, v kakšnem stanju so ti prvotni materiali. Problem inštalacij, tega onega. Veliko je zadržkov, ki pravzaprav ne govorijo v prid tovrstni ponovni uporabi stavb oziroma materialov, ki so z njih zgrajeni. Samo bom, kot sem prej omenil, recimo v teh skrajnih primerih, ko prenova bodisi iz tehničnega vidika ni možna ali pa iz stroškovnega vidika nepredstavljiva. To je sicer moje mnenje, ne. Seveda pa imamo tudi investitorje, ki vidijo v tem ravno priložnost, a ne, za nekaj še boljšega, še večjega, še bolj trajnostnega. Tukaj pa spet pridemo do prejšnjega vprašanja, ne, načrtovanje in pa vsi ti izračuni, življenjski cikel, vseživljenjski stroški, vplivi na okolje in tako naprej. Odločitev za prenovo je seveda tudi ekonomska, a ne, in pa tudi tehnična. Kaj je sploh možno v tej stari stavbi omogočiti, da bi si jo prilagodili sodobnim potrebam in današnjemu načinu življenja. In v zadnjih letih zares vstopa, kot si že sam omenil, veliko tehnologije, pa tudi umetne inteligence v same stavbe, in obstaja trend in zagovornikov, da več tehnologije ne zagotavlja nujno več ugodja in udobja, morda pa predstavlja tudi težave, nepredstavljive težave, ko tehnologija odpove in ko stvari ne moremo več upravljati mehanično, analogno, enostavno, da odpremo predal, če imamo predal na električni senzor. Zapomnila sem si, da samo neumne hiše potrebujejo pametno tehnologijo, pa bi me zanimalo, po tvojem mnenju, koliko tehnologije pa danes zares potrebujemo in brez katere ne moremo, tudi pri prenovi? Ja, najlažje bi bilo, če bi lahko odgovoril ravno prav. Ampak ravno to, koliko je ravno prav, je seveda veliko vprašanje. Drži, starejše hiše, tiste, o katerih smo na začetku govorila, so imele res samo osnovno tehnologijo, če temu tako rečemo. Današnje si seveda težko predstavljamo graditi na enak način. In seveda, če smo prej omenjala bivalno udobje, našo komoditeto, ne, marsikaj nam te sodobne tehnologije, pametne tehnologije, umetne inteligence in tako naprej lahko olajšajo. To je res. Sem pa malce skeptičen, ali bi jim bilo pametno prepustiti prav vse, celotno upravljanje, ne. Trdijo nekateri seveda, da je to brez problema in da ni nobene nevarnosti, da bi šlo karkoli narobe. Mislim pa, da tudi če imamo neko zmerno stopnjo opremljenosti s sodobnimi tehnologijami, je vedno nujno imeti možnost še ročnega posega, ročnega uravnavanja in tako naprej. Čisto en tak banalen primer je recimo, da imamo poslovni prostor, če naredimo korak od stanovanjskih stavb, kjer se
ob določeni uri popoldne vse luči avtomatsko ugasnejo, ker je pač predvideno, da se takrat delovni proces zaključi. Nekaj ljudi še ostane, seveda je logično, da lahko luči prižgejo s stikalom nazaj, a ne, da ta avtomatika ni popolna. Veliko nam lahko pomaga, recimo, če izdelamo urnike ogrevanja, prezračevanja ali kaj podobnega, kadar nas ni doma. Ne, se pravi, da se vklopi bodisi mehansko prezračevanje, bodisi da se okno odpre, ali zdaj si malce izmišljujem. Ni pa vsaj ta hip po moje zagotovljena dovolj visoka stopnja varnosti, da ne more iti nič narobe. Če se spomnimo, pa ni toliko let nazaj, tistih smešnih posnetkov na spletu, ko je pač enostavno internet se sesul, pa ljudje niso mogli v svojo hišo, ker je bilo vse pač na neke pametne asistente naštimano, ne. To je sicer lahko tudi koristno, ker pove, aha, nekaj ne štima, moramo bolj premisliti, ampak kot sem rekel, vedno je vprašanje, do katere mere iti, a ne. Tako da morda se bo nekomu čez 40-50 let zdelo to, kar imamo ta hip, primitivno, ne vemo. Mogoče bomo pa obstali na neki taki ravni, kot je recimo zdajle možna, a ne. Tudi nekaj je, več kot je teh pametnih naprav, večja je verjetnost, da z njihovim upravljanjem, če je to nam prepuščeno, vse namestitve in tako naprej, naredimo kaj narobe. In da bi to preprečili, angažiramo umetno inteligenco, da to naredi namesto nas. Tukaj je pa tisto vprašanje, a ne, ali bo enkrat res bolj pametna od nas, pa nas recimo ne bo več spustila v hišo, ker ji bo čisto fino brez nas. Kljub temu temeljni fizikalni principi še delujejo, toplota gre skozi zidove na točno določen način, prehaja in vemo, kdaj bo v hiši toplo in kdaj bo v hiši hladno. Smo pa postavljeni pred izziv podnebnih sprememb, ki pa bistveno spreminjajo delovanje samih stavb, ker te hiše iz 70-ih let niso bile grajene za vročinske valove, za tropske noči, za ekstremne padavine, za orkanske vetrove. Kateri so tisti ukrepi, ki bi nam zvišali njihovo odpornost? To je zelo dober poudarek, se pravi podnebne spremembe pa ekstremni vremenski pojavi, pa morda še kakšni. Ampak če ostanemo pri tem, najprej bi mogoče tole razčistil pri sebi celo. Če podnebju rečemo, da je to dolgotrajnejši skupek vremenskih pojavov in njihovih sprememb, lahko vseeno ugotovimo, da se spreminja. To je dejstvo. Zdaj, mene kot uporabnika pa v prvi vrsti zanima prav to, se spreminja, šele v drugi vrsti pridejo pa na to žolčne debate, kdo je za to kriv. Če malce karikiramo, krave na Novi Zelandiji, sončno delovanje ali izpusti naših avtomobilov ali karkoli tretjega, četrtega. Tako da pomembno je, in sva spet pri začetku, a ne, da ugotovimo, kakšno je dejansko stanje, ko začnemo nekaj načrtovati. In to dejansko stanje vključuje tudi, če že ne podnebne, pa vsaj zelo pogoste vremenske spremembe in tudi ekstreme. Se pravi, statistično dokazano, recimo za območje Slovenije, bistveno višji toplotni ekstremi v poletnem času, se pravi višje konice temperatur, posebej v mestih, recimo za Ljubljano je napovedano v naslednjih nekaj desetletjih, da bo tista konična temperatura se dvignila za 8 stopinj poleti. To je enormno. Nepredstavljivo. In zato pač moramo biti pripravljeni. Potem manjša celotna količina padavin, ampak bolj ekstremne padavinski pojavi, kot ti nastopijo. Se pravi, viharji z dežjem, nalivi
iz česar sledijo potem tudi poplave. Ne, se vemo, zemlja se izsuši, ne more vsrkati take enormne količine dežja, ki nenadoma pade in se pač ta voda odkotali po površju in poplavi še tisto, česar sicer ne bi. Če gledamo stavbe, smo spet pri vprašanju celovitosti oziroma širše prenove. Se pravi, ko nekaj prenavljamo, ne prenavljamo zato, da bo danes pa mogoče še naslednje leto vse funkcioniralo, ampak moramo misliti tudi na to, da bo funkcioniralo čez 5-10 let ali pa kot je v slovenski navadi za naše otroke in vnuke, ki bodo gotovo še v tej hiški živeli, ne. Tako da vse te stvari je treba upoštevati pri prenovi in če recimo stavbo toplotno dodatno izoliramo, s tem povečamo njeno toplotno stabilnost v poletnem času in zmanjšamo toplotne izgube po zimi. Če zamenjamo stavbno pohištvo, podobno. Če smo recimo na nekem območju, kjer se je izkazalo, da je zadnjih nekaj let, da so se pojavili viharji in tako naprej. Kaj bi nam moralo najprej pasti na pamet? Gremo pogledati, so tisti špirovci na podstrešju, ki se nam zdijo čisto v redu, zares sidrani v lege, a so lege sidrane v zidove. Govorim morda banalno, ampak to so recimo stvari, ki tudi sodijo k prenovi, a ne. Torej izboljšamo, če govorimo o energetskem vidiku, odpornost na temperaturna nihanja, zmanjšamo izgube, zmanjšamo nevarnost pregrevanja, z nekimi stavbnimi sistemi izboljšamo učinkovitost delovanja, vse to pa potem vodi tudi k boljšemu ugodju, našemu boljšemu počutju in nenazadnje seveda zdravju. Danska raziskava je ugotovila, da ljudje hiše prenavljajo predvsem zaradi boljšega počutja. Ja, taki smo. In saj to je prav. Torej, bivalno ugodje je močan motivator za prenovo. Ja, je. Prenova pa ne deluje brez sprememb bivalnih navad, kot so prezračevanje, senčenje in raba prostorov. Tudi mi se moramo prenoviti, ko stanujemo v prenovljeni hiši. In kateri so tisti napotki, ki naj bi jih upoštevali in uporabljali hišo na nov način po prenovi? Ja, to je zelo dober poudarek, a ne. S tem, ko prenovimo hišo, moramo nekoliko prenoviti tudi svoje ravnanje ali pa dojemanje, kako ta hiša pravzaprav deluje. A ne, tako kot, ne vem, nekoč si se usedel v avto, vtaknil ključ v ključavnico, ga moral obrniti, še kakšen čok potegniti. Danes pač je to že z nekim ključkom skoraj virtualnim v žepu in tako naprej. Isto je pravzaprav s stavbami, a ne. Ko nekaj stavbi dodamo, ko jo na nek način izboljšamo, moramo seveda premisliti ali pa imeti informacije, vedeti, da se moramo pozanimati tudi, kako bo to vplivalo na samo delovanje stavbe. In če govorimo o dodatni toplotni izolaciji, o menjavi stavbnega pohištva in podobnih posegih, prideva do prezračevanja, ne. Se pravi, vse tisto, kar je pozitivno, zmanjšamo toplotne izgube, zmanjšamo te nekontrolirane izgube toplote skozi netesna mesta, piha skozi špranje in tako naprej, vse tega ni več. Vendar pa s tem seveda tudi velik del prezračevanja naravnega ukinemo. In zato moramo seveda vedeti, da je treba po taki prenovi prvič spremljati situacijo, kar pomeni, gremo v najbližjo tehnično trgovino pa kupimo vlagomer, ga postavimo nekam v prostor in po potrebi seveda prilagoditi naše ravnanje, kar pomeni morda večkrat prezračiti z odpiranjem oken ali pa, načelno seveda še boljše, ob taki prenovi vgraditi sistem prezračevanja mehanskega. To so morda taki detajli, na katere mnogi niti ne pomislijo ali ne pomislimo, se pa lahko izkažejo kot pravzaprav nekaj zelo neprijetnega po
sezoni ali dveh uporabe take prenovljene stavbe. Nismo v Sloveniji prav nobena izjema glede tega. Če se spomnim nazaj, recimo 20-30 let, ko so imeli v Nemčiji prvi tak val menjave stavbnega pohištva, in so nenadoma začeli poročati o večji obolevnosti za astmo ali pa bolj izrazitih znakih astme, o plesni v prostorih in tako naprej. In laična javnost je takrat imela takoj odgovor, ja, to je pa zato, ker plastična okna vgrajujejo, če bi lesena, bi bilo vse v redu. Ampak tukaj nima nobene zveze material, ampak večja zrakotesnost teh novih elementov. Takrat so enostavno, recimo temu tudi strokovnjaki, pozabili poučiti ljudi, da bo treba marsikaj spremeniti. Zato, če gre recimo za prenovo kakšnih večstanovanjskih stavb, vedno poudarjamo, da je treba uporabnikom, lastnikom, stanovalcem, kakorkoli, da tudi vsaj taka najbolj preprosta navodila za ravnanje, ko se bodo znašli v tej prenovljeni situaciji. Ni vse enako, mnogo je boljše, ampak tudi mi moramo določene stvari izboljšati. S prenovo pa se srečujemo, kot si sam omenil, ne samo v individualnih stavbah, tudi v večstanovanjskih stavbah, pa tudi v takih stavbah, kjer je treba ohranjati kulturno dediščino. To je en poseben proces, odnos do kulturne dediščine in kako uskladiti varovanje kulturne dediščine z sodobnimi standardi in z sodobnimi pristopi k prenovi. Ja, ljudski glas pravi, saj če je stavba kulturne dediščine, nam pa itak ne bodo pustili nič narediti. Pa praksa kaže, da temu ni tako. Odvisno seveda od tega, katere prvine so na stavbi varovane. V veliki večini bo verjetno ideja o dodatni toplotni zaščiti fasade naletela vsaj na dvom, če ne takoj na zavrnitev, ne pa nujno pri vsaki stavbi kulturne dediščine. Zato pač obstaja stroka konzervatorska, ki za vsako stavbo predpiše kulturnovarstvene pogoje in tam piše, kaj se sme in česa se ne sme. Potem izdelamo projekt, spet podčrtamo projekt in za projekt, če ustreza tem pogojem, dobimo soglasje. Zdaj vprašanje je seveda, ali lahko glede na to, da so določeni ukrepi dovoljeni v manjši meri ali pa celo nedovoljeni, vseeno stanje izboljšamo. Seveda ga lahko. Ni nujno, da v enaki meri kot pri primerljivi stavbi po recimo letu gradnje, velikosti in tako naprej, pa ki ni zaščitena, vseeno pa lahko marsikaj izboljšamo. Če toplotna izolacija zunaj ni možna, je morda možna izvedba z notranje strani. Ob seveda mnogih klicajih, ki tukaj pridejo zraven, da je to precej zahteven projekt, ki se ga res ne lotimo brez pomoči strokovnjakov. Lahko izboljšamo ali pa zamenjamo stavbno pohištvo, lahko naredimo bistvene spremembe na ogrevalnem sistemu in tako naprej in tako naprej. Da se veliko narediti, ključno je pa seveda pravočasno povezovanje z konzervatorji v tem primeru. In s tem namenom, da se pravzaprav olajša dostop do sofinanciranja takih prenov, ker to sva že omenila, finance so ena ključnih zadev, smo že leta 2016 v smernicah za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine zapisali definicijo celovite energetske prenove stavb kulturne dediščine, ki pravi, če zelo poenostavim, da je celovita prenova takih stavb tista, pri kateri izvedemo vse ukrepe, ki so dovoljeni s kulturnovarstvenimi pogoji. In ker je s tem definirana kot celovita, lahko tudi kandidira recimo pri razpisih Ekosklada in tako naprej. Tako da to je dolgo časa dejansko bila mogoče malce šibka točka, in tudi z grdo besedo diskriminacija lastnikov teh stavb, ker enostavno niso mogli pridobiti na enakovreden način sredstev za prenovo. Danes je to seveda bistveno lažje.
Je pa tudi res, da kolikor je stavba vzdrževana, čeprav smo za to sami krivi, a ne, toliko bolj je pozitiven naš odnos do nje. To je en tak začaran krog, a ne. Ko živimo v stavbi, ki propada, nam ni ravno več do nje, pa bi šli drugam porušili ali kaj takega. Ko je pa enkrat prenovljena, se pa tudi naš odnos do nje spremeni in začnemo bolj skrbeti zanjo. In če govorimo o stavbah kulturne dediščine, teh tako ne nameravamo rušiti, ampak ohraniti za nadaljnje rodove. Tako da je to vprašanje še toliko bolj pomembno. Zdaj pa čisto za konec, samo še eno vprašanje. Tekom najinega pogovora sva omenila zdaj vrsto strokovnjakov, ki sodelujejo in so vključeni v proces prenove, in kakovostna prenova je rezultat sodelovanja različnih strok. Kdo so ključni partnerji pri prenovi in katera sodelovanja bi bilo nujno okrepiti in jim posvetiti več pozornosti? Zdaj, če govoriva o stavbah nasploh, se pravi, imamo enodružinske pa recimo večstanovanjske, na začetku sva že rekla, vsakega večjega ukrepa ali pa skupine ukrepov se ne lotevajmo brez projekta. Če govorimo o projektu, to pomeni, da potrebujemo arhitekta. Če govorimo o stavbi kulturne dediščine, bomo gotovo imeli za sogovornika konzervatorja. Ni pa seveda potem nujno, da se pri teh konča. Potrebujemo morda gradbenika, statika, če pride do kakšnih manjših rekonstrukcij, za katere ne potrebujemo gradbeno dovoljenje. Morda potrebujemo strokovnjaka za požarno varnost, za električno varnost, ker živimo v stavbi, kjer nihče več ne ve, kakšne so tovrstne inštalacije, kje potekajo žice in tako naprej. Se pravi, od primera do primera in od stanja stavbe je odvisno, koga vse bi bilo smiselno pritegniti v to ekipo, pa magari samo za eno konzultantsko popoldne, da razčistimo nekatere dileme ali pa odpravimo nekatere strahove. Pa seveda nekoga, če govorimo o energetski prenovi, ki se tudi spozna na to, a ne. Lahko gremo do energetskega svetovalca mreže En svet, ki je v Sloveniji že nekaj desetletij uspešno v praksi izvaja ta svetovanja brezplačna. Skladno z prenovljeno direktivo o energetski učinkovitosti stavb bo v bližnji prihodnosti ustanovljena mreža tako imenovanih točk VEM, vse na enem mestu, one stop shop, grdo rečeno po angleško, kot neka nadgradnja energetsko svetovalnih pisarn, kjer je ideja, da bi interesenti dobili še več informacij, tudi recimo v upravnih postopkih in tako naprej. Te nas včasih potem ustavijo pri naših načrtih. Tako da, odvisno od primera do primera, teh strokovnjakov je lahko več, seveda pa potrebujemo potem tudi nekoga, ki bo recimo poskrbel za izbiro izvajalca, ki bo znal presoditi, kateremu zaupati delo ali ne. Pa še marsikaj. Zdaj, če sem lahko še politično nekorekten za konec, v marsikateri situaciji ugotoviš, da bi bil potreben še kakšen sociolog ali psiholog, da se vse te interese, ki pa lahko nastopijo recimo v večstanovanjski stavbi, uskladi v dovolj primernem času, preden se mine volja. Ampak to naj bo res zadnje, kajti če se primerno oceni dejansko stanje in možnosti prenove in o tem na primeren način potem lastnike, bodisi tistega v enostanovanjski hiši ali v nekem bloku ali stolpnici, obvesti, in kakšne bodo prednosti, koliko se bo poznalo na stroških, koliko se bo poznalo na udobju bivanja, če smo spet pri tem, potem bi stvar morala uspeti, a ne. Čisto kot primer iz lastne prakse, pri kakšni stavbi je to trajalo tudi 5-6 let. Od začetne ideje do končnega odhoda zadnjega delavca z gradbišča, ampak na koncu so bili tudi vsi veseli in zadovoljni. Tako da pri vsem skupaj potrebujemo še nekaj potrpljenja.
Najlepša hvala, Miha, za pogovor in hvala, da si bil danes moj gost. Z veseljem, hvala še enkrat za povabilo in seveda srečno vsem, ki se bodo lotevali prenove. Velja.